Na svet, kako bolj živeti. Danes bom govorila o pozitivnem egoizmu. Namreč živimo v svetu, ko se marsikdo dela, kako je duhoven, kako bi se rad razdajal, kako ga zanima, koliko bi vse dajal ljudem. Ampak kaj se zgodi? V resnici smo vsi mi egoisti. Naš ego hoče imeti materialne dobrine. Naš ego hoče imeti varnost, udobje. In tako kot živimo v svetu polarnosti, kjer sta egoist in altruist, oba dva lahko na pozitivnem, funkcionalnem polu ali pa delujeta na negativnem, nefunkcionalnem polu. Poglejte, kako lepo ozadje sem si pripravila za ta čudovit video. Govorila bom tudi o tem, kako se je vrnilo dobro kmetu, ki je vsako leto zmagal na prireditvi in dobival prvo mesto, prvo nagrado za svojo pšenico. Namreč začnem tam, kjer sem začela že prej. Živimo v svetu polarnosti in vedno smo na preizkušnji. In izmenjava energije, tako kot človek in žival, ki lahko sodelujeta, se pravi, da je to sodelovanje, jaz zate, ti zame, človek nudi živali hrano, dom, zavetišče, žival njemu vrača, bi se reklo, transport ali pa pomaga pri delu. In sodelovanje je pomembno, fair sodelovanje, izmenjava energije, jaz zate, ti zame. Ne samo jemati, ker to pelje v izkoriščanje. To je nasvet, kako boljš živeti. Vedno glej, da je poštena izmenjava energije med tabo in sočlovekom, med tabo in živaljo. In zdajle ena skrivnost, ki vam jo bom povedala, taka čudovita zgodba, govori o kmetu, ki je vsako leto zmagal na temu kmečkemu sejmu pri podelitvi nagrade za najboljšo pšenico. Ta kmet pač je imel najboljšo pšenico, najboljši pridelek od vseh naokrog. Obiskali so ga novinarji in hoteli vedeti, v čem je skrivnost kvalitete njegovega žita. Veste, kaj vam bom povedal, je rekel? Vsako leto razdelim med moje sosede nekaj svojega najboljšega pridelka. In tako imajo vsi moji sosedi z cele vasi naokrog zelo dobro in kvalitetno žito. In če ste razumeli zgodbo, pšenica je vetrocvetna in se množi. Se pravi, ker je vetrocvetna, morajo tudi sosedi imeti kvalitetno pšenico. Tako da, kar imaš viška, razdeli med svoje najbližje, ljubi svoje najbližje. Tvoji najbližji so tisti, ki živijo s tabo, ki jih največkrat videvaš. Pa ali so to živali, ali so to ljudje, ali si to ti sam, ko se srečaš v ogledalu. Bodi altruist na pozitivnem aspektu in bodi tudi egoist na svojem pozitivnem aspektu. Kaj to pomeni? Biti egoist na negativnem aspektu pomeni skočiti nekomu na hrbet, si utrgati jabolko z dreva in jo porabiti zase. S tem riskiraš, da si poškodoval človeka za tako malo zadovoljstva, kot ga imaš s tem sadežem. To ni dobro, to je negativen egoizem. Se pravi, uporabiti nekoga za izkoristiti nekoga za svojo lastno dobrobit. Medtem ko je pozitiven egoizem tisti, ko znaš reči ne, takrat, ko je treba reči ne. Ko znaš reči ne, ne posodim ti več denarja, ne.
ne posodim ti več knjig tega, ker sem predolgo te prosil že enkrat, ker imam slabe izkušnje s tem. Ne moram ti dajati nasvetov, ker nisem strokovnjak na tem področju, tudi to je izčrpajoče. V glavnem, altruist na negativnem aspektu pa izgleda, da se žrtvuje za druge, izgleda kot mama, ki kuha, pere, vse počne za svoje družinske člane, ko pa ona pa ne zna prositi za pomoč druge. Pridite, pomagajte mi, naprimer, ne zmorem več, ali pa noče. In taki ljudje so zelo nezadovoljni. Igrati vlogo altruista na negativnem polu je zelo izčrpajoče. Tega ne počnite. V glavnem, veliko poletnih radosti, veliko pozitivnih aspektov, tako na egoistični kot na altruistični plati vam želim in vedno delite s svojimi najbližjimi to, kar imate. To je nasvet številka 5, kmalu spet z vami. Lajkite, sledite mi na YouTubeu, na Facebooku, kjerkoli, na morju, na plaži, v hribih, kjerkoli že ste. Aleksandra Winkler-Drole z vami. In ne pozabite, set za branje dušnih kvalitet je špica tega poletja. Preverite v moji spletni trgovini omgarden-shop.com in se prepričajte, ne zamudite te ponudbe. Hvala.